Da vam povem, tu so moški noseči, ta so v letu 2050. Spela smo na letališče v Barceloni. Ej, poslušajte me, mi da imamo zdaj dopust. Prvo gremo v Barcelono, oziroma prvo smo v Barceloni, pol gremo v Valencijo, pa v Alicante. Pridejo ven vlogi, tako da nujno se lajka pa subscribe, gremo zdaj mi potovati po Barceloni. Ja. Anja je že probala za TikTok. Jaz sem zdaj. Jufka je boljša. Ampak, nima veze. Gremo probati burrito. To bo dobro. Je dobro. Rišemo? Nice. To pa to se splača probati, ono je slabše. To pa je dobro. To pa zmaga. Se najedla, gremo do hotela. Zakomplicirano je, ker je ful veliko, pa ful zmede, pa ful nekih prestopov, ampak zdaj imamo 1 uro, mislim, da vožnje do hotela. Kaj imaš pa tu? Mi pa za njo hodimo po nekih ulicah izven Barcelone, neko predmestje. V glavnem zdaj hodimo do tega hotela, motela, whatever je to, pač neki kao hotel varianta. Pol pa se stoširamo, pokenjamo, pač Anjo kakat, pa gremo pol nazaj v Barcelono malo še pogledati večer. Jutri pa je nov dan, pa gremo pogledati kaj? Sagrada Familia. Segadin Familijo. Evo, za mano je najvišja religiozna stavba v Evropi, Sagrada Familia. In lahko mi za njo povemo, ko smo prvič videla, je večja, kot pa si misliš. Pač ti veš, da je velika, ampak je dejansko še večja. Imam pa zdaj par zanimivih faktov o Sagrada Familia za mano, ko stoji. V glavnem, začeli so graditi, vsaj približno, tako piše na Google, ne me napadati. Naj bi jo začeli graditi leta 1882 in se že gradi približno 140 let plus. 140 let. Za njo naj bi odšteli kar 370 milijonov. Prebral sem tudi, naj bi na leto zapravili 25 milijonov, da nadaljuje to gradnjo te Sagrade Familia. Pol naslednji fakt imam, da naj bi bila končana približno leta 2030, kar pa jaz mogoče tudi malo dvomim, ker mislim, da je to lih fora, da tako dolgo gradijo, ker je, veš, tako marketinška malo, če vseeno pogledamo. Če vidiš, če se da malo niže, zdaj mogoče Anja vidi, da zgoraj, če sploh ni končana. Drugače pa arhitekt je Gaudi, on, ko je to narisal, to arhitekturo, je vedel, da ne bo bil živ, ko bo pač to končano, ne. Je pa, koliko sem prebral, je pa bilo tako, da je Tipson pač to narisal, pa je čez par dni ali čez par tednov umrl, ker ga je nekaj povozilo. To pa so to neki taki mini fakti, ko se mi zdi, da je bili za vas zanimivi. Lavo pa vem, da tu umirajo generacije nekih gradbenikov, 140 let plus gradijo, veš kaj je to? Upam, da bo končano, ko še imel živ. To se reče Camp Nou ali Camp Nou? Come on, Camp Nou. Evo, za njo smo se odločili, da gremo na Camp Nou. To je stadion od Barcelone. Not nema šla, ker imamo tekmo danes. Nismo kar dobila, gremo pa od veni pogledati. Jaz sem bil ful veliki fan Messija
že od malega sem tudi objavil moj prvi YouTube video Jaka Messi, Roll the Clip. Zdaj pa gremo pogledati, kako izgleda stadion Camp Nou. Se mi zdi, da je Camp Nou, ne vem točno, zaradi tega, ker ga prenavljajo. Nisem še bil nikoli tu, ne? Jaz sem zdaj pričakoval to, ne vem kako hudo ogromno, ampak ni, ker ga ni. Pa kaj sem jaz zihal na pravem mestu, ker vidim še tu levo, ne? Samo to vem, da ni, ker to je premalo, ne? Pa zaprto je, ampak jaz, koliko vem, je to prav. Camp Nou, whatever. Bom pa šel zdaj na Google preveriti, pa vam javim, če ni prav, ampak ni ga. Zdaj brez veda smo šla. Zdaj gremo zdaj pogledati, če v največjo trgovino, največjo barca trgovino. Po mojem nič nema kupila, ker jaz nisem več taki fan Barcelone. Jaz sem. Ne, nisi. Plus, hotel sem še vam to povedati. Kaki fakt o Barceloni nasplošno, oni so ful znani po svojem klubu NK, oziroma FC Barcelona. Tam je tudi igral najboljši nogometaš na svetu, Messi. Najboljši nogometaš na svetu, Messi. In pa še enkrat najboljši nogometaš na svetu, najboljši Messi, ok? Da vam je jasno. Pač trgovina je insane, ful je velika. In tu imamo še taki fame wall od Xavija, kapetanski trak. Evo, personally signed by Messi, vidite podpis. Tu imamo od Pep Guardiola dres, ena izmed največjih legend Barcelone. Pol pa še imamo tu en dres od Messija podpisan in pa od Camp Nova travica. Pač legendary, ne. Noro, toliko prijete v Barcelono si morate pogledati. Zadnjo smo obiskala največji akvarij v Evropi, tukaj v Barceloni. Gremo si nekaj rib pogledati, imaš več kot 450 vrst rib, kar je insane. Vem, da je slaba svetloba, ampak rajši pridite pogledati, kako lepo je. Zdaj smo v bistvu mi ribe za njih, razumeš? Ker nas oni gledajo zaprte. Kako morate razmišljati? Pokaži okoli. Skoraj da 360, dejansko 360 razen, vzhod pa fot ni pokrit. Noro. Evo, da vidite, tu pa imamo, čakaj, da vam pokažem. Tu pa imamo morske prašiče. Jem morske prašiče. A mi da se reči? Konička. Koničke. Morske koničke in da vam povem, tu so moški noseči. Ta so v letu 2050. Jaz ne vem, kaj vi pravite, da ne najdemo Nemota, ne? Jaz si vidim tu 40. Anja ima fore. Anja je smešna punca, jaz vam rečem. Anja ima fore. Zadnjo smo na največji tržnici v Barceloni. Vse imajo tu od sadja do nekih šejkov, do salami, do rib, do školjk, do rakov, do mesa, klobas, pač dejansko čisto vse. Par stvari smo tu probala, zdaj lahko poleg mene vidiš klip, kako probavam 3 zadeve, ena je ta, druga je to, kaj Anja jedla, eno pa sem si jaz dal. Vse, kam rekel, da je mit, nič kaj ekstra ni, pač se mi zdi, da je to taka mala marketinška forica zaradi tega, ker vse je ful drago, je pa vse tak pač dobro je za jesti, ni pa zdaj vredno 8 evrov, naprimer. 2 evra bi dal, 8 evrov pa ne, pač je ful je
se pa strinjam, da pa zraven se mi zdi plačaš neki experience, lahko temu rečemo, ker tega nimaš vse posod, ne. No, to je vredno, hrana pa je pač okej, nič kaj ekstra. Evo, zdaj ima tu počasi zaključno, pa se gremo skopat, še prej pa gremo na gondolo, to je tu taka kulska stvar Barcelone, te pelje čez en del Barcelone, Barcelona je vseeno ful velika. To še moramo iti na plažo, pol pa gremo v hotel, ker jutri gremo pa v Valencijo, tam pa pride novi vlog. V glavnem, kaj boš jedla? Nismo še jedla zajtrka, Nimam pojma. ura je 2. Dansko ne vem. Ker smo malo dlje spala, ker smo bila včeraj ven do pol 4, ker ona je na obletnica, 2 leti smo skupaj že. Še 2. Ne, Anja, do smrti, okej? Dokler nas smrt ne loči.